Ja, zavod izvaja nadzore. Zavod izvaja različne vrste nadzorov, so strokovno medicinski, finančno medicinski, administrativni. Tudi to pregledujemo. Je pa res, da nismo edini, ki izvajamo te nadzore, predvsem je tukaj aktiven zdravstveni inšpektorat. In zdaj, celo v novem zakonu o noveli zakona o pacientovih pravicah je bila dilema, ali se isto vrstni nadzor izvaja strani več inštitucij, ali se ne, ali smiselno samo ena. In se bolj nagibamo, da bo ena inštitucija izvajala nadzore. Ja, te nadzore izvajamo, moram reči, da če gledam skozi čas, tudi Računsko sodišče se je pripravilo za nekaj primeri, so se zadeve pomembno izboljšale. Je bistveno manj teh, lukenj v sistemu, pa kljub temu moram reči, da še ne moramo biti zadovoljni z vodenjem čakalnih seznamov, predvsem pa vedno znova ugotavljamo, da imamo podatke, ki so približno točni, tako da tudi ta zakon, interventni zakon, nekako bazira na podatkih o čakalnih vrstah, ki so nezanesljivi. Tudi to je pomagljivo. Ampak računalniško je to vse vodeno. Ne vem, zakaj bi bilo to nezanesljivo. Vse so številke, imena, vse so tam na računalniku. Ja, mislim, da vprašanje, ki ga bi bilo vredno nasloviti kam drugam. Na Zavod za zdravstveno zavarovanje to evidenco, to zbirko upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in vemo, da so se večkrat dogajale neke napake, ali da so enkrat ugotovili, da jim del podatkov je bilo napačno interpretirani, te obdobne objave podatkov so včasih tudi nekoliko nelogične, tudi ko imamo mi stike z pacienti, z zavarovanci, našimi strankami, pogosto dobijo, ne pogosto, tudi dobijo nekoliko čudne podatke iz tega sistema. Drugače, kot so potem tudi realizirani v praksi, tako da je žalost tukaj še več odprtih vprašanj, med četrti korektiv, ki je treba spet, seveda, fajn bilo, če bi to tisto, ki so odgovorni naredili. Hi ho, the dairy o, the cheese stands alone.